Pozdravljeni vsi, ki spremljate tale intervju. Prvi v seriji pogovorov z različnimi profili mladih delavcev in pa tudi iz druge strani kakšnih zaposlovalcev. Danes smo pogovarjali z Amadejem Šupergerjem, ki je SP na področju lučne tehnike. Projekt oziroma pogovor pa je del projekta z mladinskim delom proti prekarnosti mladih, pilotni projekt za Mladinski center Velenje, ki ga izvajamo aktivisti Mladinskega centra Velenje in pa razpisuje ga Urad Republike Slovenije za mladino. Pa najprej zdravo tebi. Lepo zdrav. Amadej, hvala, da si prišel. Z veseljem. Mogoče na kratko povej, kaj vse, s čim se ukvarjaš. Jaz sem Amadej Šuperger, ukvarjam se z oblikovanjem svetlobe ali po domače sem na koncertih in prireditvah lučkar. Skrbim za to, se pravi, da se nastopajoče in se pravi tudi recimo prostor in vse ostalo vidi. Ja, to je to. Sem pa SP, samostojni podjetnik sem že od oktobra 2024, se pravi, zdaj bo dobro leto. Ja, nimam kaj reči. Ok, tako si samo omenil že, se pravi, pa je že prej, se pravi, lučkar na dogodkih. Kako si se nekako odločil, da je to prava karierna pot, recimo, zate? Se še nisem. Zaenkrat je to. Ne. Okay. Ja, se pravi, z lučno tehniko sem se začel ukvarjati kar v Velenju, v bistvu v Mladinskem centru Velenje. Tam me je en kolega, Vid Hrovat, me je v bistvu potegnil v to čist tak, a bi poskusil, ja bi, ok, da je poskus, malo kliki, in se mi je dopadlo in mi je bilo super. In to pol, se pravi, se je razvilo, iz tedna v teden je bilo tega več, vsak koncert mi je bil boljši, mi je bil ljubši, in sem se pol nekako našel v tem. Že nasplošno se rad ukvarjam z glasbo, tako da mi je bilo to itak zelo blizu. In ja, in od takrat naprej se nisem več ustavil, zdaj sem tu, kjer sem. Ok, super, zanimivo. Pa bi rekel, da je to neka težka stroka, nek zahteven foh ali... Mislim, samo klikanje po mešalni mizi ni zahtevno, zdaj ker ne, ampak tako je, se mi zdi, da tako pri ostalih službah, če si dober v nečem, pač boš imel veliko dela, no. Lahko pa dela to kdorkoli, no. Zdaj me zanima v bistvu na tej točki, kako si pa prišel recimo do tega zaključka, da pa bi to delo opravljal prek SP-a, ne prek, ne vem, pogodbe o zaposlitvi ali pa česar? Ja, zdaj se pravim, začel sem v Mladinskem centru Velenje, tam sem začel v bistvu študentsko. In sem to kar nekaj let opravljal na tak način. Vsa ta leta seveda sem bil študent in je to bil dijak oziroma študent in je bilo to omogočeno. V tem času sem spoznal ogromno enih ljudi, ki so bile ali bodisi bodoče stranke, ali pa so me povezale z bodočimi strankami. In v bistvu se je iz tega pol razpletlo to, se pravi, da dokler sem bil študent, sem lahko delal prek napotnice, nisem delal prek SP-ja in sem si ustvaril že neko bazo ljudi, s katerimi sodelujem. Potem pa, ko sem prenehal z študentskim statusom, se pravi, ko sem zaključil faks oziroma ko je bil tisti trenutek, ko sem pa zdaj rekel, ok, ne bom več delal na napotnico, ampak bom odprl SP. To je bilo pa zdajle nedavno, se pravi 2024 šele, tako da v bistvu sem kar dolgo delal prek napotnice kot študent. Potem pa je bila ena točka, ko sem rekel, ok, zdaj pa se mi bolj splača imeti SP. Zakaj pa recimo res SP namesto pogodba o zaposlitvi pri kakšni veliki lučkarski firmi, recimo, če sploh obstajajo take pri nas? Ja, dobro si to povedal, če sploh obstajajo. Pri nas ne obstajajo te firme. Mislim, imamo lučkarje, seveda, imamo ljudi, ki se ukvarjajo s tem, imamo tudi tonce, vse to, ampak da bi bila pa zdaj ena velika firma, ki bi pač zaposlovala vse te ljudi na pogodbo, tega pa ni. In tudi mislim, da še en lep čas ne bo. Čisto zato, ker dejansko se nikomur, niti naročniku, niti nam ne splača delati za stalno plačo, oziroma smo vsi nekako bolj nagnjeni k temu, da rajš delamo za sebe in vložimo lasten trud. Vemo, koga vložimo in vemo, koliko ven dobimo. Poleg tega pa je cenej, čisto iskreno. Za naročnika in za nas je cenej, ker gre manj davka na tak način državi. Ne. Kar je mogoče napačno razmišljanje, ampak... No,
Predstavljam si, da mogoče malo večje stopne fleksibilnosti zaradi tega. Absolutno. Si pač izbiraš biznise, ki si jih hočeš izbirati. Je dejstvo, da pač v neki točki jih moraš pač nabrati, toliko jih moraš nabrati. Do tega mogoče pridemo. Me pa ena druga stvar tu zanima, a pa imaš kakšne primere recimo iz tujine, a pa druge pa obstajajo recimo taki neki kompleksi, ki bi pa recimo tvoj profil delavca zaposlovali v okviru standardne pogodbe o zaposlitvi? Tega v tujini je dosti več, ampak je težko primerjati Slovenijo na tem področju z ostalimi državami. Tega je v drugih državah predvsem več, zato ker tam imajo dejansko tudi izobraževalne ustanove, ki izobražujejo lučkarje in tehnike in druge vse, scenografe, režiserje. Vse to se tam dosti bolj razvije. Ne. Tako da pri nas je to bolj na tak način narejeno, da lučkarji in tonci in vsi ti ljudje se bolj ali manj, se pravi, eni bolj, eni manj, se naučijo sami. Je v Sloveniji tudi IAM, recimo, pa te stvari, ko so bolj za tonce namenjeni, za lučkarje, pa tega dosti malo. Tako da niti nimaš v bistvu uradne izobrazbe za lučkarje pri nas. Tako da tudi težko firma išče izobraženega lučkarja, ker ga ni pri nas. Ne. In edino, kako si lahko v bistvu pomagaš na tak način, je, da si samostojni podjetnik, ne. Ker ne rabiš izobrazbe. Ja, razumem, ja. Zdaj, omenil si že sam, da si v fazi sploh med tem prehodom iz dela na študentsko napotnico na SP, so igrale nek faktor, tudi vezi, ki si jih v bistvu izoblikoval že tekom študentskih let. Koliko fejst se ti pa to zdi recimo pomembno, sploh iz vidika, če pustimo zdaj samo to lučno tehniko, če pogledamo malo na širše SP-jevce v Sloveniji, kakšna je tvoja ocena, koliko velik faktor igrajo mogoče te vezi, ki si jih prej stkeš, že preden greš na to pot? Jaz mislim, da kar velike. No. Dejstvo je, da takoj, ko odpreš SP, takoj, ko začneš delati kot samostojni podjetnik, pač moraš plačati prispevke. In zdaj, če ti greš v samostojno podjetništvo čist iz nule, se pravi, da zdaj greš, se iz danes na jutro odločiš, ja, jaz bom pa bodi si lučkar, bodi si ne vem, karkoli drugega, pa da nimaš prej nekih vezi oziroma nekega načrta, s kom boš delal, kako boš zaslužil na mesec, je zelo težko. No. Mislim, ker ti prispevke moraš takoj začeti plačevati, se pravi. In če ti tistega denarja nisi pridelal v tem enem mesecu, ne boš mogel plačati prispevkov, oziroma boš mogel zalagati svoj lasten denar, ne tistega, ki si ga, pač, ne tvojih prihodkov, ne, ki si jih dobil na podlagi dela. Tako da jaz mislim, da je zelo pomembno to. Ne. Jaz sem recimo, se pravi, imel sem to srečo, da sem lahko delal prek napotnice, kar nekaj časa, in vse te ljudi, ki še zdaj sodelujem z njimi kot SP, sem poznal že prej. Ne, in se v bistvu v praksi ni nič kaj spremenilo, v bistvu je bil ta prehod, samo niso več dobili računa iz firme, za katero sem delal na napotnico, ampak so dobili iz Amadej Šuperger SP račun. Tako da za njih je praktično vse. Razen, dobro, ono je bil DOO, pa je bil davek, zdaj pa ni davka, ker pač sem normiran SP, recimo. Če lahko še mogoče, glih, ko si to omenil, zdaj na hitro objasniš mogoče našim tistim, ki nas spremljajo, pa če mogoče ne vejo, kakšna je razlika med normiranim pa nenormiranim SP-jem pri nas? Lahko, ja. Spravi, pri normiranem SP ti država prizna določeno število stroškov na mesec oziroma pač na tvoje poslovanje, kar pomeni, da ti kolikorkoli denarja ti pridelaš, še to moram povedati, se pravi, normiran SP je velja je zgornja meja za prihodke je 60 000 evrov, trenutno. Letno, tako je. Ti kolikorkoli od nič do teh 60 000 evrov, ko pridelaš, ti država prizna, da si pač porabil 80% tega denarja za stroške. Tako ali drugače. Pa ti verjamejo v bistvu. Reči, ja, v redu, ti si jih porabil, ne, na tak način. A ti porabiš tukaj nič denarja za stroške, za delovanje firme, recimo, da si izmislim, prevozi na delo ali pa nakup opreme, karkoli. Ti lahko to porabiš, lahko pa tudi ne. Ampak država reče, ja, ti si jih rabil 80% ziher. In ti pol, v bistvu, glede na tvoje prihodke, ti odmeri nek fiksni mesečni prispevek, ki ga ti plačaš vsak mesec. Ko pa ti presežeš teh 60 000 evrov, se pravi, če ti zaslužiš več kot 60 000 evrov na leto, pa ti preideš v status navadnega SP, nenormiranega SP, kar pomeni, da si moraš začeti beležiti stroške. Ne? In potem tvoji stroški morajo biti čim bolj podobni tvojim prihodkom, z minimalnim odstopanjem, seveda prihodkov nad odhodki, ker
če imaš prevelik preskok med prihodki nad odhodki, boš plačal več davka državi, davka na dobiček se temu reče. Se to je, zdaj jaz nisem mogoče najbolj strokovnjak, verjetno je bilo boljš kakega ekonomista ali pa kakega računovodja vprašati, ampak v grobem je to. Ne. Se pravi, dokler si ti na meji do 60.000 evrov, je v bistvu tvoje delo, bom rekel, ti verjamemo, kar deli. Pol nad je pa že malo bolj resno, če v narekovajih. Se pravi, si moraš beležiti stvari, ne. Oziroma mora te računovodstvo beležiti stvari, ker rabiš tudi računovodstvo. Tako da ja, kar se tukaj pač pri nas pozna v Sloveniji je to, da tista meja 60.000 evrov je najbolj kočljiva. Se pravi, če prideš do 60.000, je super, vse ok. Takoj, ko pa prideš nad 60.000, je pa pač se moraš pa začeti ful več zafrkavati s stvarmi. Tako da se vsi SP-jevci na tem nivoju pač malo izogibamo tistih 60.000 evrov. Zdaj, izogibati je spet tek. Lahko si vsak razlaga malo po svoje, kako se tega izogibaš. Ampak ideja je v tem, da dajmo ne priti čez 60.000 evrov, da bomo imeli ful lažje življenje. To je v grobem ideja. Zdaj, trenutno se naša vlada pogovarja, da bi dvignali pa to mejo 60.000 evrov na leto na višjo, se pravi, bi dvignali na 120.000 evrov na leto. Trenutno je 120.000 v 2 letih v bistvu. Moram bolj pravilno se izraziti, da me ne bo kdo. Se pravi, v bistvu je meja 120.000 evrov na 2 leti, ne 60 na 1 leto. Lahko 1 leto malo manj pridelaš, drugo leto malo več in se pol izenači. Skratka, ja, zdaj pa je ideja ta, da bi dvignali to mejo na 120.000 evrov na leto, kar je, jaz mislim, da ful dober korak k temu, da spodbudiš še koga, da pač rajš odpre SP, ko pa da dela na črno, recimo. Si omenil tudi vmes, da pač v vsakem primeru na mesec plačuješ pač neke stroške oziroma kako si že? Prispevke, tako. Zdaj, verjetno v skladu s tem je treba pač toliko več recimo pridelati svojega lastnega denarja nad tem, da pač si pač v plusu, da se ti sploh splača to delati. Če ni skrivnost, ne bomo se pogovarjali o številkah, koliko ti služiš, pa koliko ne, bolj nas zanima recimo, kolikrat na mesec pa moraš ti recimo iti v službo, koliko moraš dogodkov delati, da se ti splača to zadevo furati, oziroma da si mogoče zadovoljen s tem, koliko si pač pridelaš v enem mesecu, ne? V bistvu, trenutno iskreno še ne vem. Čisto zato, ker trenutna situacija je tako, da jaz v bistvu z mojo punco živim pri starših od moje punce in kot si lahko verjetno predstavljate, da moja finančna situacija je trenutno malo olajšana, če se lahko tako izrazim, ne. V bistvu bom zdajle šele videl, ko se bomo preselila, koliko dejansko jaz potrebujem denarja na mesec, ne, in koliko šihta rabim na mesec, ne. Ampak v bistvu jaz ne gledam na to na tak način, kolikrat moram iti delati. Na srečo imam to srečo, da imam zelo rad svojo službo in grem delati pač zato, ker bi rad delal, ne. Trenutno ne rabim, hvala Bogu, si šteti, kolikrat si odklukati svojih šihtov, da bom vedel, koliko je. Ampak, ne vem, od oka, če bi rad rekel, da sam da deluje SP, ne vem, 4-krat, 5-krat. Ja. Spravi, zdaj tudi skladno s tem, kar si rekel, recimo 4-krat, 5-krat na mesec, kakva pa je v bistvu sploh narava tvojega dela? Kjere dni v tednu delaš, koliko dni na teden delaš, kakve so recimo tvoje delovne ure? Ja. Moje delo v bistvu vedno bolj postaja malo raznoliko, no. Včasih je bilo to tako, ko še nisem bil toliko, bom rekel, napreden v svojem poklicu. Moj poklic, moj šiht so bili koncerti. In to je bilo to, ne. Čez teden sem bil fraj, po domače, ali pa sem bil pač študent, ne. Čez vikende pa je bilo petek, sobota, petek koncert, sobota koncert, nedeljo ponavadi sem fraj. Ampak to je bilo seveda še včasih, ko nisem še živel od tega, ne. Tako da sem si lahko malo v narekovajih malo zbiral, oziroma nisem se rabil toliko truditi. Mogoče malo eno z drugim je šlo nekako z roko v roki. Zdaj pa to izgleda malo drugače. Zdaj pa seveda še vedno ti petki, sobote še vedno ostajajo, ne, še vedno se dogajajo koncerti, vedno več v bistvu zdaj, sploh po koroni, to je šlo tisto leto zelo navzgor, sploh zdaj smo kar ostali na nekem nivoju številu koncertov. Poleg tega pa zdaj nastajajo še drugi delovni dnevi, ki v bistvu vključujejo predpripravo na koncerte. To je bodisi ali pa na koncerte, na dogodke, prireditve, karkoli. Zdaj bom govoril kar koncerte, verjetno, ker pač je lažje. Se pravi, kar hočem reči, je to, da je to začelo vključevati tudi druge stvari, recimo risanje, pripravo, predprogramiranje, poslušanje glasbe, vse to
pride pred koncertom, mogoče več tednov pred koncertom. In zdaj moj delovnik izgleda nekako tako, da vsak dan namenim nek del svojega časa zagotovo delovanju pač sebe in naše skupnosti, ko smo se odločili, da se bomo nekako poimenovali. V bistvu mi imamo en tak ceh lučkarjev, če lahko temu rečemo. In v bistvu sodelujemo z eno ekipo, in si malo podelimo delo, in to pač prinese zraven tudi ene druge stvari, dogovarjanje predvsem naprej za koncerte, ker imamo pač skupaj nas je 7 lučkarjev in to potegne za sabo cirka vse skupaj, ne vem, 30 strank recimo. In za teh 30 strank je treba pač vnaprej pripraviti kakšne stvari. Kar je zdaj v bistvu, ko imam SP šele začelo, ko imam SP, ko se lahko napolno posvetim SP-ju, šele začelo vplivati na tak način na mene, da imam res med tednom tudi veliko dela. Ampak prej tega, ko sem imel napotnico, niti ni bilo, niti se nisem rabo s tem sekirati, ker sem pač študiral. Se pravi, če lahko povzamemo vsaj v tvojem primeru, pa bi nekako laično lahko rekli, da je mogoče to na prvo žogo, na prvi videz, mogoče nek foh, kjer se dela samo par dni na teden, ampak že v tvojemu fohu, ki na videz tako izgleda, tudi kot SP-jevec v bistvu imaš mogoče poln ali pa celo več kot poln delovnik. Če vštejemo zraven še seveda postavljanje prizorišča, oddelanje, razdiranje in tako naprej. Točno tako, ja. Točno tako. V bistvu, ja, ko rečeš nekomu, da si lučkar na koncertih, pač si reče, aha, petek, sobota, pa si pa itak fraj. Ja. Ni glih tako. Ni čisto. Mogoče kak mlajši, a pa mlajša pač oseba se na tak način začne ukvarjati s tem. Mislim, da tudi kar nekaj časa to traja, pa enkrat, ko pač preideš v malo bolj resne zadeve, bom rekel v narekovajih, pa pač to preide v nek resen, vsaj 8-urni na dan šiht. Kvečemu se mi zdi, da glede na to, da si sam svoj šef v narekovajih, lahko ti nameni še več kot 8 ur brez problema na dan za tako službo. Ker seveda ne prideš v službo, pa se štemplaš, pa greš, ne? Ampak je zelo tak, več kot narediš, več boš imel posla, boljši boš, bolj te bo ljudje cenili in več boš imel denarja. Posledično lahko višjo ceno postavljaš za svoje storitve. Točno tako je. Mislim, več kot vložiš noter, več boš tudi ven dobo. Tako je vse posod. Pa zdaj, če v skladu s tem govorimo, se pravi, kakšne so tvoje delovne ure, kakšna je narava tvojega dela, bi rekel nekako, da je pač, da si zadovoljen s tem, kako se odvija ta pot tvojega SP-jevstva, ali že študiraš mogoče na zamenjavo kariere, mogoče da bi se zaposlil redno prek pogodbe ali kaj takega, kako je tvoje mnenje okoli tega? Ja, zdaj tako je, jaz sem mogoče tu, kako bi rekel, lahko da sem izjema, jaz mislim, da kolikor se jaz pogovarjam z ljudmi, sem kar izjema, lahko pa da nisem. Skratka, moj plan v življenju je ta, da se pravi, jaz bom delal to lučkanje, oblikovanje svetlobe, dokler mi bo življenje to omogočalo. Se pravi, če bom na eni točki rekel, ok, ta način življenja, da jaz x ur na dan posvetim SP-ju in me čez vikende ni in mogoče grem še čez leto za en mesec na kakšno turnejo. Dokler mi to ustreza, super, bom to delal, ni problema, ko bo pa enkrat pač točka življenja, kjer bom pa rekel, ok, jaz bi pa mogoče raje bil pa doma, ali pa bi šel vsak dan od 7 do 3 v službo, pa prišel domov, ne. Ko bo pa takrat prišla točka, bom pa po moje zamenil kariero. Pa imaš varovalko, ker recimo velikokrat se zgodi, da poznamo pač SP-jevce, ki pol na neki točki nimajo več druge opcije, a ne? Ja. Kak je recimo tvoj pogled na to, se ti zdi to pomembna stvar, da si pač poskrbiš še za drugo opcijo, a ne? Ja, absolutno. Mislim, meni so tudi doma vedno govorili, daj ti, karkoli boš delal v življenju, daj ti imej en papir, pa ko imaš papir, pa deli ti kar češ, ne? In mislim, da je to čisto res. Zdaj sploh, ko vidim, pač kaj se hitro lahko zgodi, recimo pač korona je bila en tak odličen primer, kaj se lahko zgodi, sploh v našem fohu. Naš foh je, mislim, da bil eden prvih, ko je pač nasrkal zaradi tega, ker v bistvu odpade ti ves šiht, ne. Nimaš priprav na koncerte, ker jih ni, nimaš priprav na prireditve, nimaš dogovarjanja, nimaš risanja, ničesar, ker jih ni, ne. In kar naenkrat pač smo bili brez dela, ne. Tako da, za ta primer imam jaz, nimam še papirja, imam diplomo, imam magisterija, še nimam, učil sem se pa, študiral sem za učitelja, za matematiko in tehniko v osnovni šoli. Tako da ja, enkrat, če bom imel tegale poln kufer ali kakorkoli, imam še vedno en backup, da gremo v šolo delati, kjer pa je 8-urni delovnik, kjer pa si vikende fraj, kjer pa imaš tudi počitnice v tem primeru, ne.
Tako da je časovno gledano je dosti drugačen šiht. Ja. Ok, zdaj smo malo diskutirali o tem, kakšni so recimo tvoji pogledi na to obliko dela, s katero se ukvarjaš. Zdaj pa me zanima tvoj pogled na to, kako se ti zdi odnos države recimo do vas SP-ovcev. Se ti zdi, da je ta odnos v redu pošlihtan, da vam deva dovolj bonitet, da skrbijo za vas, ali gre bolj za nek mačehovski odnos? Kako je tvoje mnenje okoli recimo odnosa države do SP-ov? Mislim, težko zdaj po mojem jaz to zares dobro ocenim, ker imam SP še v bistvu šele 1 leto. Je pa tako, no, jaz nekako, kolikor sem bom te rekel, koliko časa sem jaz rabil preden sem odprl SP, da sem se vse stvari pozanimal, bom rekel, da ga ni bilo toliko spet. Nekako za svojo firmo mislim, da odpreš svojo firmo, bi človek pričakoval, da pač moraš kar nekaj stvari vedeti, pa v bistvu ni, v bistvu je ful enostavno odpreti SP v Sloveniji. Sploh normiranca, recimo, normiranc je zelo enostavno, tako straight forward je, v bistvu samo izpolniš par stvari na internetu in v bistvu lahko imaš firmo svojo. Zdaj, edino, kar se mi mogoče zdi pač tukaj je ta način, da smo normiranci navzgor omejeni, seveda ne more biti vse idealno v življenju, ampak pač recimo ta načrt, da bi zdaj to dvignili na 120,000 evrov na leto, se mi zdi krasen, sploh dan danes, ker vse stvari grejo gor, vse stvari so draže, inflacija pač raste zdaj. In mislim, da si hiter na teh 60,000 evrih, sploh če moraš plačevati prispevke in pač živeti normalno, ne, pol ti na koncu meseca ti zelo malo ostane, v bistvu, če gledaš na tak način, ne, ker si ti sam za sebe odgovoren. In nimaš, ne vem, 13. plače, takih stvari, ne vem, bonitet, dopusta nimaš v bistvu kot SP, ampak pač delaš skozi. Če ne delaš, nimaš denarja. In če ti pač zdaj 60,000 evrov na leto kar naenkrat postane kar visoka omejitev, mislim, kar nizka omejitev v bistvu. Tako da, če bo to se zgodilo, da se bo vlada res odločila za ta dvig te meje, se mi zdi to v bistvu krasna poteza za normirance, za nasploh ljudi, ki se odločajo, da bi imeli SP, ker te kar naenkrat malo bolj prepriča, ne, da je to v bistvu ni tako slabo. Zdaj, a se bo to zgodilo ali ne, po mojem nisem jaz pravi naslov, a je to bombonček za volitve, jaz tudi nisem po mojem pravi naslov, ampak če se bo to zgodilo, je to fajno. Tako da v tem, mislim, vidim, da ni glih tak, bom rekel, mačehovski odnos države, ampak je nekako, vemo, da ste tam, dajmo probati, da ne boste nam pocrkali, na tak način. Spravi, jaz bi rekel, da ni tako slab položaj. No. Da v redu skrbijo. Ja. V redu skrbijo, mislim, ne morem se pritoževati po enem letu. Ja. Zdaj si pa omenil še tudi recimo vmes to, kar sem te mislil vprašati. Torej, kot sam rekel, nimate 13. plače, nimate plačanih bolniških odsotnosti, nimate dopusta, nimate vsega tega. A ti posebno recimo, ti dost falijo te zadeve, ali si skozi biznis nabereš dovolj denarja, da si pa lahko moč daj privoščiš dopust, ko si ga mogoče ne bi mogel prej, ne? Ja, mislim, jaz moram ga potrkati na les. Jaz imam to srečo, da imam kar dosti dela in da pač od tega lepo služim tudi. Tako da jaz s tem moram reči, da nimam problemov. Moram tudi ful še enkrat potrkati na les, da sem dokaj zdrav človek. Razmeroma malkrat sem res bolan. Ne vem, če sem enkrat na leto malo bolj bolan, je to nekak standard, ne, pa mogoče 2-krat. Več pa ziher, ne. Če bi jaz bil, ne vem, enkrat na mesec bolan, prehlajen, da ne bi mogel iti v službo, odpade ta ideja. Mislim, da to hitro pade v vodo, ja. Tako da tukaj je ta nek let, je vseeno, ne, ampak pač to se mi zdi, da mora vsak posameznik pač probati, ne. Sej, res je, da pač ni to zdaj nič, zdaj, če recimo hipotetično, da bi nekdo odprl SP, da bi probal SP, je nekaj vseeno košta, ne, vseeno neki prispevki koštajo, ampak mislim, da vseeno se pa splača probati, no. Če je taka stvar, da te zanima, mogoče kaj bi delovala, če bi rad probal, da poskusiš malo, a to funkcionira za tebe, mislim, da je to, imaš lepo odskočno desko, da to lahko poskusiš. Pa pol na koncu, če ti ni, še vedno zapreš SP, pa delaš naprej nekaj druge. Zdaj, ko si glih to omenil, glede odpiranja SP-ov, kak profil
zaposlenega oziroma delavca se tebi zdi najbolj primeren mogoče za neko samostojno pot? Vemo, da pač absolutno ni vsak primeren za to, ker pač potegne neke druge stvari to tudi sabo, a ne? Kak se ti zdi recimo profil delavca, ki je najbolj primeren za SP? Mislim, da prva stvar tukaj, ko je samoiniciativnost. Se pravi, če si ti človek, ki je res sam, pač, da sam se odločiš, da moraš nekaj narediti, da sam sebe lahko motiviraš, da boš pač nekaj opravil, neko delo, kakršnokoli že to je, če še nisi glih na področju dela. Mislim, da si že sam po sebi dober človek, da mogoče pa lahko imaš SP. Ker se pravim, pri SP-ju te noben ne bo brcnil urit, da moraš delati, ne? Ampak se moraš sam. Ne? Tega, to samoiniciativnost je prva stvar. Pol je seveda tudi delavnost, da si pač na splošno delaven človek, da si dober z ljudmi, se mi zdi, da je to zelo taka stvar, ko če ti ne znaš komunicirati z ljudmi, pa če nisi pripravljen pač sprejeti, da so takšni in drugačni ljudje na svetu, ti ne bo fajn. Ne? Ker pač ti moraš biti pripravljen z vsemi sodelovati. Vsi so tvoje morebitne stranke, ne? Če na tak način gledaš. Ne? In ja, moraš biti cool človek, no. Čisto, kako bom rekel. Ne? Ja, pač če nisi pripravljen, pa zdaj namesto da doma ležiš na kavču pa gledaš serijo, ne vem, za komp pa kaj narediti za šiht, pol mogoče ni SP najboljša opcija za tebe. Ne? Če bi ti rad, da se zjutraj vstaneš, greš na šiht in ko prideš domov, da šihta ne rabiš več nič pomisliti na njega, ne? Pol pač ne imeti SP-ja. SP ne deluje na tak način. Se pravi, če povzamemo neko z 3 lastnostmi, ko bi jih jaz izpostavil iz tega, kar si povedal, samoiniciativnost, delanost pa fleksibilnost. Tako je. Sem pravilno povzel. Tako je. Mislim, da si pravilno povzel. Okay. Gremo počasi proti koncu, nimam več toliko veliko vprašanj. Na tej točki se mi zdi primerno bi te vprašal, kaki so pa tvoji nasveti, recimo kot človek, ki je pred kratkim odprl SP za nekega mladega človeka, ki je mogoče glih končal srednjo šolo ali pa faks, pa bi rad šel na to pot SP-a, kaki so tvoji nasveti, kje morajo biti pozorni, kaj morajo narediti, mogoče kako svarilo celo za njih? Ja, mislim, da moraš imeti najprej izdelan plan, kako boš ti delal kot SP. Se pravi, če imaš ti sam željo, ne, mislim, da sam želja ni dovolj še. Ne. Se pravi, marsikdo bi verjetno rad imel svojo firmo, pa da pač je sam svoj šef in to zveni vse super, ampak ti moraš imeti nek plan, s kom boš sodeloval, pač kdo bojo tvoje stranke, koliko boš na mesec približno zaslužil, koliko bo šlo za prispevke približno. Skratka, vse te stvari si moraš vnaprej zamisliti in pol, ko se zgodijo, da nisi pač presenečen, ker pol te lahko ful vržejo iz tira, recimo, če nimaš tega pripravljenega. Mislim, da najbolj glavno je pač to, da res dobro premisliš, a lahko imaš svojo firmo in se pozanimaš. Zdaj, danes imaš že toliko videov na YouTubeu, izobraževalnih blogov in priročnikov in vsega boga, da res se lahko pozanimaš sam, kako je imeti SP. In tudi pogledati recimo tale video, konec koncev. Če greš pa neki pač brez glavo noter v to, da pač jaz bom odprl zdaj SP, pa kar bo, to pa ni pravi način, ne, kako boš se tega lotil. Tako da moj nasvet je sam dajte premisliti, dajte se prijaviti na ne vem kakva izobraževanja, dajte govoriti s kakim računovodjem, predvsem to, z računovodjem govorite, jaz sem bil čisto tajni, kar se tega tiče, pa zdaj vem. In pol ko pa imaš vse te informacije, pa mislim, da če se še vedno odločaš, da bi pa vseeno imel SP, super. Seveda, če tvoj biznis plan je uspešen, bo to šlo, če pa ni, lahko imaš pa vse ono prej, pa tudi to vsaj ne bo uspel SP. Malo moraš imeti mogoče tudi sreče. No. Tako pa povsod v life. Tako pa povsod v life, ja. Dobro, zdaj za konec, če se še mogoče dotaknemo malo lokalnega, ko imamo zmeraj radi ta pridih. Kot si sam povedal, bil si dolga leta v tej mladinski sceni v Velenju, tudi iz te dejavnosti, ki jo zdaj upravljaš prek SP-a, pa mi tudi kot pač mladinski center se aktivno s tem ukvarjamo že skozi v bistvu. A se ti zdi recimo ta mladinska ali pa koncertna situacija v Velenju, koncertni svet v Velenju, se ti zdi to dobro razdelano napram recimo katerim drugim krajem v Sloveniji, ko zdaj verjetno veliko potuješ okoli tudi po naši državi, pa delaš tam dogodke. Se ti zdi, da imamo mi to situacijo v redu v Velenju, mogoče kaj manjka, mogoče kak nasvet, kaj spremeniti? Mislim, da Velenje napram drugim mestom v Sloveniji nima nekih ukrajšav. Ne. Mislim, da v Velenju imaš zelo dobre pogoje, da vsaj na tem mojem področju začneš in tudi kam prideš konec koncev.
Mislim, da imamo enega bolj, bom rekel, razvitih mladinskih centrov oziroma na splošno mladinsko sceno v smislu Mladinskega centra Velenje, MC Placa in MSV-ja in vseh društev, ki tu zraven spadajo. In sodelovanje je precej dobro. Na tem koncertnem področju sploh bi rekel, da se veliko dogaja, veliko raznolikih dogodkov, veliko imaš tudi opcij. Recimo zdaj vem, da v tem času trenutno imata aktualna dva lučkarja v MC Placu, imata izobraževanje na področju lučne tehnike. Tako da pri nas res moram reči, da je kar dobro vzpostavljen ta sistem. No. Marsikje sem bil po Sloveniji drugje, kjer niti nimajo takih prostorov, ko jih imamo mi, niti nimajo take opreme, ko jo imamo mi. Marsikje je dosti slabš, malo kje je pa boljš, bom tako rekel. Ne vem, če sem sploh že kje videl, da bi bilo to bi pa mi rabili v MC-ju ali pa to bi pa mi rabili v Velenju ali karkoli. Ne vem, če sem že to doživel. Se pravi, ocenjuješ, da tudi potem posledično zaradi tega mogoče so pogoji za delo v tvoji stroki, recimo pri nas, so kvalitetni? So. Mislim, poleg tega, da imamo mladinski center, mislim, MC Plac, imamo tudi Visto, recimo, ki v bistvu je občinska zadeva, ne? Kjer, kar pomeni, kar sem hotel s tem povedati, je to, da pomeni, da so vrata zelo odprta, no? Ker pri marsikateremu pač, bom rekel, privatnemu objektu, marsikdo te ne bi zraven spustil, ker pač ne rabijo ali ne iščejo ali nočejo ali kakorkoli. Medtem ko, če prideš v mladinski center, ki je seveda tudi nekako občinsko, nekako javna ustanova, to je vseeno v nekih istih vodah, kot pa recimo Vista, kjer pa je oprema na zelo visokem nivoju, kjer pa se da s tisto opremo narediti zelo veliko. In tudi ljudje, ko s to opremo delajo, ko znajo s to opremo delati, so zelo usposobljeni za to, kar delajo, ne? So zelo dobri in tudi pač v Sloveniji so zelo uveljavljeni, bom rekel. In konec koncev tudi poznajo kogarkoli, ki je važen, da te spravi kam naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da se pravim, Velenje je super odskočna deska za to. Ne bom rekel, da nikjer drugje v Sloveniji ne moreš tega dobiti, ker niti ne vem, ker nisem drugje odraščal, ampak pri nas je, bom rekel, zelo, za moj foh je to zelo v redu. Ok, nekako smo izčrpala, kar smo jaz pripravljeno. Imaš mogoče ti še kaj, kar bi rad dodal, povedal? Niti ne, hvala za povabilo, jaz sem se imel super. Če pa bi še kdo rad kaj me vprašal, tek izven tega pogovora, pa anytime. Okay. Potem pa hvala tudi tebi, da si prišel, hvala poslušalcem, da ste nas spremljali in se vidimo v naslednjem pogovoru v sklopu projekta z mladinskim delom proti prekarnosti mladih, pilotni projekt Mladinskega centra Velenje. Hvala.